Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Z mano je sogovornik, pred katerim čutim nekaj strahu, predvsem strahu, da bom ostal brez besede. Tako je tudi prav. Marcel Štefančič, nekoč si bil junior. Ja, še vedno. Ampak ne podpisuješ se več. Ne, ML, mlajši sem. Ja, še vedno sem Marcel Štefančič mlajši. Zmeri bom. Zmeri bom. Javna osebnost, ki pa začel si svoje življenje v Brežicah. Rodil sem se v Brežicah in to je vse. Potem sem pa jaz, bi rekel, živel v Krškem oziroma v Leskovcu. Prva leta. Potem v Logatec, iz Logatca v Dragomer in zdaj na Vrhniki. Skratka, na istem terenu se skozi gibljem. Dragomer, na vasi. Dragomer, tam si živel takrat, ko sem jaz bil pri tem? Ja. Zdaj si v Vrhniki. To je bil Dragomer. Ja, Vrhnike pa malo bolj naprej, tam, ker se Ivan Canka rodil. Ja vem, baje celo vidiš hrib, ta na klancu, klanec. Na klancu sem, ampak to ni ta klanc, po katerem je tekla Franska. Ne, Franska je tekla na Revno goro po tistem klancu. Ta klanc na Vrhniki je malo premajhen, da bi lahko tekla zares za vozom, ampak vsi mislijo, da je to klanc, po katerem je tekla Franska. To je na klancu, sicer je ta na klancu, ampak ta klanec, po katerem teče Franska v istoimenskem filmu, je na Revni gori, to je pa od Vrhnike. V kino si pa hodil kje? V Logatcu. V Logatcu. Ja. V Narodni dom, ki ga bojo zdaj rušili. Za koga bojo rušili? Rušili, ker bojo naredili sodoben objekt. Volitve prihajajo. Marjan, volitve bodo. Volitve prihajajo. Sem mislil, da zato, ker si ti tam prve filme gledal. Ne, to je podarili, tako da ne vem zdaj, kako bom jaz to emocionalno se odzval najbolj, ampak volitve so. Zdaj bojo sodoben objekt delali. No, volitve so zmeraj. Pravzaprav to je kontinuiran proces. Ja, ampak zakaj bi delal človek 3 leta, če lahko zadnje leto vse? In to je ta, bi rekel, bomo tudi na splošno v Sloveniji, zdaj po celi Sloveniji videli to, ker bojo volitve vse posod. Zdaj pomembno vprašanje, katero gimnazijo si hodil? Postojna. V Postojni? Postojna. Dobro je bilo, burja je bila, prepihal nas je, fajn je bilo. Ni Bežigrad, ni... Nič Bežigrad, ne, Postojna, kazenski bataljon, to je to. Ja. Vrhunski profesori, jaz mi imeli občutek, da so jih kaj dali za kazen. Potem pa študent filozofije. In književnosti. In književnosti, ampak poudarek na filozofiji, ker magistriral si potem... In na književnosti. A tudi? Tudi, ja. In magisterij si delal pri... Doktorju, edinem doktorju, ki je vreden tega imena, doktor Žižku. Slavoj. Doktor Žižku. Jaz mislim, da sem bil ta prvi, ki sem pri njemu magistriral. In ti moram tako povedati, da to je zgleda tako, ko smo pri Žižkovih vicih, zdaj so išli Žižkovi vici. Ja, vem, zdaj, v bistvu, najboljši vic njegov, ki manjka tam noter je tale. Ko sem jaz pri njemu magistriral, je rekel, to je bilo leta 88, še v socializmu, razumeš, globokem, malo že razpadel, ampak prav on, veš kaj, bomo naredili zagovor kar na Ljubljanskem nebotičniku. Sem rekel, snor, pa kako, ne moramo na Ljubljanskem, to mora biti na faksu, normalno, kaj bojo rekli, da je neki, če kdo zve, kaj je Ljubljanski nebotičnik, si nor. Pa smo se pa malo del, pa ne, bomo naredili gor, pa se ko pa ni šans, ne bomo, pa je rekel, ne, bomo se dali slovensko zastavo gor. Nismo naredili pol na Ljubljanskem nebotičniku. Kaj pa je bila tema magisterija? Tema magisterija je bila pravzaprav Platon v Hollywoodu. Če si lahko predstavljaš. Povezava film? Ja, film. Film filozofija? Ja, film filozofija. V bistvu magisterij je bil o tem, kako je Platon, ki je živel davno prednje film obstajal, kako je izumil nekatere stvari, ki so potem, bi rekel, bile glavne pri filmski industriji, recimo kako je izumil zvezde, kako je izumil žanre in tako naprej. Zdaj, da še to vprašam... Pa mimogrede, Platon je pisal dialoge, vsi te njegove knjige, to so vse dialogi, scenariji, vse filmski scenariji. In me zmeri preseneča to, da nihče še do zdaj ni se odločil, da bi posnel recimo... Po teh dialogih film? Filma, seveda. Bi rekel, veš, te umetniški režiserji iščejo vse mogoče, skozi predrkavajo Šekspira, pa boš pol Hamletov že 57, pa razumeš Macbethov 120, ampak to, bi rekel, nimaš pa tam Kratila, Parmenida, veš, države. Marcel, film je v tebi položen pravzaprav v zibko. Ja, je bil poročen, to pa ja. Od začetka si hodil v kino. Ja, to sem pa ampak jaz sem tudi sam hodil, jaz sem od malega hodil v kino, jaz sem bil kot mulj, jaz sem sam hodil v kino. To danes je nepojemljivo, da bi otroci pri 6-7 hodili sami v kino. Ampak takrat je v Sloveniji bilo
koliko prodanih kart na leto? Ja, ogromno. Je bilo ne 20 milijonov še. Ja, zdaj pa 2. 2, ja, 10krat manj. Ja. Vsak Slovenec gre enkrat na leto v kino in to je to. Ja, takrat smo šli pa približno to, kot Islandci, recimo, ne, v svojih tudi najboljših letih. Ne, ker mi smo bili tam nekje kot Islandija. Ne. Islandija je taka mala, se veš, bi rekel, gore. Kaj je narobe? Ker doživeti film v kinu je čisto nekaj drugega, kot če ga gledaš doma na videu, na televiziji, na računalniku. Zakaj ljudje ne grejo ven? Med ljudi. Lej, včasih je bil, to je bil še čas, ki je bil kino brez konkurence. A veš, tam, ko sem jaz začel hoditi, konc 60, začet 70-ih, to je ta zlata doba, ne, tudi bila zlata doba filma, ne, je bil film brez konkurence. A veš, še televizija je bila črno-bela. To moraš vedeti, veš, ne smeš pozabiti. Takrat ni bilo nič, ni bilo nobenih računalnikov, nobenih usporednih svetov ni bilo, nič ni bilo, ne. Edina stvar je bil film, ne. In takrat so ljudje vsi hodili v kino, predvsem pa to je bil še čas, ko so imeli, če ne citiram Orsona Wellesa, ne, iz veličastnih Ambersonovih, ne, to je bil še čas, ko so imeli ljudje še čas. Ne. A veš, in ko so imeli ljudje še čas, so lahko hodili v kino, ne. Potem so pa nehali, ne, tudi časa ni bilo več, ne, in zdaj pa... Kako je postojnski gimnazijec? Produkcija ene računalniške igrice je dražje kot najdražji hollywoodski spektakli, ne, in bi rekel, tudi te igrice naredijo potem več kot pa ta največji hollywoodski hiti, a razumeš, in to je zdaj se spremenilo, ne. Kako si se ti ujel v tej Ljubljani, ko si prišel iz Postojne, iz postojnske gimnazije, da si prišel v te kroge, kulturniške, filozofske? Sej, v resnici noben problem prideti, ne. Tako kot ni noben problem v Cannesu ali pa na katerem koli festivalu prijeti med zvezde, ne. Sam stopiš v hotel noter, ne. Ampak ljudje se običajno ne upajo, ne. Stojijo, veš, bi rekel, novinarji, ne, pridejo in stojijo in fani, ne, in publika in vsi stojijo pred hotelom, ne. A veš, ne. Kot da tam obstaja neka namišljena ta meja, ne. Sami si postavijo mejo, kje morajo stati, ne. Noben mi ne pravi, da morajo tam stati. In ti si stopil čez to mejo? Ne, preprosto na festivale, ko sem še hodil na te festivale, ko se mi je dal, ne, še. Greš v hotel noter in si med zvezdami. A me razumeš, nikjer nobenega ti dela čakati, vsi so tam noter, kaj pa misliš, vse je to normalno lava. Da, ampak če ga ogovoriš, kako odreagira? Lahko tudi govoriš, sacga. Rekel, noben problem ni. Ampak ljudje si postavijo mejo in tle, ko bi rekel ta prehod z vasi v mesto, v Ljubljano, ne, razumeš, v glavno mesto, je podoben trik, ne. Bi rekel, ljudje si postavijo neko mejo, da je to ne vem kaj, v resnici je pa problem teh, ki živijo v Ljubljani, Ljubljančanov, ne, silovit, ne. Ljubljančani so v principu prepričani, da so uspeli že s tem, ko so Ljubljančani, ne, ko so bili v Ljubljani rojeni, recimo, ne. In niso motivirani, ne. Tak, ki pride, ne, je pa motiviran, ne, in je pa nekaj res, da mora biti 3krat boljši od teh, ki so rojeni v Ljubljani, da bi bil toliko dober kot oni, ne, v principu, ne, ampak ker je motiviran, ne, ker se skuša prebiti, ker skuša naprej, ne, jih jasno prihiti. Tako da Ljubljančani so v glavnem ljudje, ki prihajamo z zaledja, ne, kot se reče, v Ljubljano, ne, potem bi rekel, strežejo kavo, nosijo, to so natakari naši, pa fotografi, to so ti, ki nas fotografirajo. Ja, kaj pa, poslušaj, a ti lahko nekaj povem? Daj povej mi kakšnega pisatelja, ki je rojen v Sloveniji, v Ljubljani, ne v Sloveniji, velikega slovenskega pisatelja, ki je rojen v Ljubljani. Povej mi kakšnega slovenskega... Veš, kaj si me zdaj spomnil? Janša je zadnjič tvitnil, da so vse dobre rezultate v smučanju Mariborčani dosegli. Povejte mi enega smučarja, ki je iz Ljubljane. To je zdaj zelo isti. Dobar, Janša bere moje knjige, to moraš vedeti. Janša bere moje knjige, gleda Studio City, bere Mladino. In ne pride k tebi v studio. Bere moje knjige in tam prebral to, kar sem jaz pisal takrat, da pa če bi rekel, vsi veliki filmski režiserji slovenski, ne, pa skoraj vsi, ki so, bi rekel, recimo še v socializmu, vsi slovenski režiserji, ki so delali takrat filme, pa nihče ni bil rojen v Ljubljani. Ne misli, da je bil France Štiglic rojen v Ljubljani. Ne misli, da je bil rojen, ne vem, Jane Kavčič v Ljubljani. Ne misli, da je bil rojen kdorkoli od tistih velikih režiserjev naših takrat, ne, z izjemo Matjaža Klopčiča. Ampak to je izjema, ki sam potrjuje pri pisateljih, ista zgodba. Pejte skozi zgodovino slovenske literature, mislim,
kaj ni ti rečem, Ja. od Levsti, Katav, mislim, vsi so bili rojeni zunaj, nihče, vsi so Na Gorenjskem, na Dolenjskem. vse posod, vse posod. Tele Dolenjska, tamle pa Suha krajina. Da se malo organiziramo. Jaz se sva organizirana, Ja, sva, vrhunsko, dobro nam laufa. Ljudje te poznajo po televizijski oddaji Studio City. Ja. Koliko si rekel, 19 let? Zdaj, aprila bo 19 let, odkar ga vodim. Ja. Ampak sem pa tam... Prej si pa bil že zraven pri Studiu Ljubljana. Ja. Tete Krajnc Bojan Me je nastavil, ja. Po zvezah. Prvič si ga zavrnil. Po zvezah mafije. Ja. Ne, jaz ga nisem resno imel. In Marko Zorko te bo raztrgal. Marko Zorko, Sesul. Marko Zorko je razsul Studio City prvi itak. Hvala Bogu, si to je verjetno bilo dobro. Dobro, da te kdo rasuje, ko začneš, tako, rekel, to pomaga. On je rasul takrat prvo oddajo in jaz se spomnim, ko sem prišel v Keso, si tako, še Tomaž Perovič je stal tam, tako, in lih, ne vem kaj, po mojem, tisto točno v blogu. Ja. In je žgal in so bili vsi tako, tako da, tudi takrat približno, ko so začeli po Studio City že ukinjati. No in ljudje mislijo, tisti, ki pač ne vejo, da si vrhunski filmski kritik, da se ukvarjaš z pisanjem, tudi sicer, bova pozneje rekla, kaj je že letos izšlo izpod tvojega pereca. Pravzaprav ne sem to, da nisi samo televizijski tist, ki ima eno oddajo, ti si preveč produktiven praktično. Ja, vem, pa kaj pa nekje sem videl 40,000 znakov na teden. Ja, vem, pa kaj pa ne počneš? Veš, kaj pomeni 40,000 znakov na teden? Zime v Sloveniji so dolge, le 8 mesecev, 9 mesecev, podnebne spremembe so le kakšne. Vsi originalni članki v Nedeljskem dnevniku, mislim, da imajo 40,000 znakov na teden. Ja. Cela ekipa ljudi, ne? Sem grem verjetno na živce, ja. Zime so dolge, kaj pa ne počnem? Jaz smučam, ne. Se poleti tudi pišeš. Tudi jaz, ja. Poletje so tudi dolga. Ja, ampak moraš trenirati. Če bi fuzbaleri hodili sam na tekme, ne pa tudi na treninge, ne bi mogli na delovne tekme odigrati sploh. Ne bi nikoli mogli igrati. Tako je s piscem, če ne trenira skozi. Ja, ne, pa še drugo, kar si rekel, pozabljam. Kaj? Če ne bi pisal, bi pozabil pol tega, kar sem prebral, to je pa res. Ja, normalno. Sem razmišljal. Ja, seveda, sej pišem zato, ker, a veš, vsi so prepričani, to je ta fama, da ne imam dober spomin, veš kaj, ne, jaz si pa zapomnim, ne rabam in tako naprej. Ne, ni res. Mislim, glej, tle imaš ti en kup teh, pri nas se zdaj blazno bere, recimo, kriminalke, ne, razumeš, ne, te skandinavske, pa ne vem kaj, vsi berejo kriminalke, ne, vsi so eksperti za kriminalke, vsi so nori na kriminalke, vsi te kriminalke blazno vladajo, ampak vsakega, ki ga vprašaš, kdo je bil morilc v tisti kriminalki, ki je bral pred enim tednom, se noben ne spomne več. Razumeš, ljudje pozabljajo, bolj kriminalke. Je pa fajn brat. Super je, seveda jasno, takrat si se imel fajn. A veš, in se spomnijo se tega, kako so se imeli takrat, ko so to brali. Ne spomnijo se pa nobenih detajlov. In zanimivo je to, da se ne spomnijo več, kdo je morilc. Sem čakal, Mrzel, ti te detajle za svoje delo, za svoje razmišljanje, za svoje življenje rabiš. Jaz jih ne. Jaz gledam filme, se krasno imam in če bom šel ti vprašal, ko je naslov, da ne rečem režiser, igralci. Ja, se režiserja ni še ne pozna. Zakaj bi mi to? Režiserja nikjer, Spielberga vejo, da je Spielberg, ampak drugače pa potem zmeri. Bilo si tam v Hollywoodu so vedno delali te velike raziskave prepoznavnosti režiserjev, koliko ljudi pozna koga režiserja, da veš, da gre za njegov film. In se je zmeri izkazali, zmeri bil Spielberg ta, ki je imel še relativno močno prepoznavnost, potem pa je pa to bil ogromna luknja vmes, in potem tisti spodaj, nekatere so še vedeli, ampak v glavnem pa se nihče ne ukvarja. Vsi vemo Hitchcock, ki je sam špilal v svojih filmih. To je. Grd, kot je bil, si ga zapomnil. Ja, sej, a veš kaj, verjetno je tudi podobno pri literaturi, ki berejo ljudje. Si tudi ne zapomnijo, koga so brali. A veš, vejo, da je bil nek zgodovinski roman, da je bilo, ampak ne vejo pa, kdo je bil to. Pa tudi se ne spomnijo pa več, kdo je morilc. In kaj je motiv tvoj, da pišeš, da si napisal knjigo o beguncih? Zato, ker tle živim. Pa glej, da ne bi bilo kakšnega nesporazuma. Jaz sem filmski kritik. In ne ponovim še enkrat, jaz sem filmski kritik. To je moja vokacija, to jaz počnem, to sem. Jaz sem filmski kritik. Zdaj, ker sem filmski kritik, imam to prednost
pred drugimi, kot bi rekel, branžami piscev, ne, da se ukvarjam s filmom. In da je v zadnjem stoletju in zadnjih desetletjih, pa še toliko bolj, ne, začel vse, ampak če rečem vse, dobesedno vse, stremeti k filmu. Vse skuša imitirati film, vse skuša biti kot film. Ne samo, da je začela muzika tam s pojavom MTV-ja in rekel takrat spotov in tako naprej, začela stremeti film, je začela postajati film, skušala je biti kot film, ne? Da je literatura začela postajati kot film, skušala biti kot film. Ne? A veš, nenadoma so romani postali kot, so izgledali kot scenarij, razumeš? Scenariji, ki čakajo na to, da jih bo nekdo posnel. Ne? Na koncu, če grem, ne? Do filmov, do politike. Politiki so začeli se obnašati kot filmski igralci, začeli so imitirati film. A veš, rekel, tiskovne konference so postale filmi, njihovi nastopi so postali filmi, soočenja so postala filmi, predvolilne kampanje so postale filmi, začeli so imitirati film. Vse je, bi rekel, se kinetizirali, kinematizirali. In pravi profesionalci imajo tudi učitelje za to, da so čim boljši in nastopači. No? Ja, sej to se je začelo s Kennedyjem, ne? A veš, s Kennedyjem se je v resnici to začelo, ne, ponavadi rečejo, to se je z Reaganom začelo. Reagan je bil igralec že odprej. Reagan je bil, ja, Reagan je imel to srečo, da je bil igralec, ne, in ker je pravzaprav že, dobro, Nixon je bil vmes, ne, je pokvaril igro, ne, zdaj pa še Johnson je bil vmes tam v Ameriki, ne, je tudi pokvaril igro, ne, oba sta pokvarila igro, ampak predstavljaj si, da bi preživel Kennedy oba mandata, ne, pa bi recimo pol slučajen, ne vem, po spletom okoliščin še njegov brat prišel, recimo Robert Kennedy, ne, takrat potem naprej, pa da bi Kennedy bili skozi, ne, bi imel ti do Reagana že, bi rekel, Belo hišo spremenjeno v Hollywood, ne. Tako je pa prišlo do tega... Tudi glumac. Ja, tudi je bil mal glumac, ampak ne to Kennedy, ne, ampak vmes je bila luknja, ne, do Reagana, ampak Reagan je kljub temu sedel na teren, ki ga je pripravil Kennedy, ne, ki ga je sondiral Kennedy, ne, tako da, zdaj imaš pa Trumpa, ne, imaš pa Trumpa, ki pa... gledati v Ameriko spada v ta koncept, filmski kritik, ne poznavalec ZDA, volilnih kampanj, ampak te zlovešče napovedi si že takrat dajal, ko si se javljal iz Amerike. Ja, zlovešče napovedi si dajal, ampak kaj nas čaka, ampak čakali bi nas v obeh primerih verjetno dosti slabo. Zdaj, to, da je Trump prišel, je vse presenetilo. Bernie Sanders bi bil boljša rešitev? Prosim? Bernie Sanders bi bil boljša rešitev? Bernie Sanders bi imel sledeč problem. Ne? Bernie Sanders bi bil demokratski predsednik, magar socialističen, magar komunističen, bi si lahko rekel, kar bi hotel, ampak senat bi bil republikanski, kongres, ne, ta spodnji dom, predstavniški dom, bi bil republikanski, skratka večino bi imel. Tudi če bi Clintonova zmagala, bi bil podoben problem. Ista finta, se ti točno hočem reči. In še plus to je, da pač imaš ti zdaj, ne vem, tamle 32 zvezdnih držav ameriških imaš, v katerih te lokalno zakonodajno oblast povsem kontrolirajo republikanci, ne. Še v 6, če se to zgodi, ne, lahko oni spremenijo ustavo. Lahko ustavo nabutajo z novimi amandmaji, kjer bi rekel praktično ustavo ukinajo, če ne ti tako rečem. No. Kako pa gledaš na to, da smo Slovenci bili skoraj navdušeni, da je Trump zmagal te volitve, predvsem zato, ker je njegova sedanja žena prišla iz Slovenije. Ja, no, tega kruha se ne bomo najeli kaj dosti. Od Melanie Knaus, Trump ne bomo imeli kaj prav zelo veliko. Tudi sem skeptičen, da bo kdaj v teh 8 letih ali pa 4 ali pa 1 letu ali pa pol leta, odvisno, koliko časa bo njegov mandat trajal. Ne. A to je kakšna napoved, tale pol leta, 1 leto? Ja, lej, napovedi so vse mogoče, veš, bi rekel, tam je tako. Ameriška ustava ima tudi nekatere zanimive člene, ne. Mislim, ne rabiš nujno tega ustavne obtožbe, ne rabiš impeachmenta, ne, tako imenovanega tega, ki je doletel Clintona. Ne. Je ta 25. člen, ne, ki pravi, da pač lahko predsednika, ki je opravilno nesposoben, ki ima težave z vodenjem, ne, ki kaže znake nesposobnosti vodenja države in ki bi s tem ogrožal in tako naprej, ne, da ga lahko zamenjajo, da ga lahko podpredsednik zamenja. Avtomatično, brez kakšnih silnih podpredsednik in, bi rekel,
pač vodstvo kongresa, ne, ga lahko zamenjajo, če se izkaže, da ni. Ne. Zdaj, običajno, zdaj seveda jasno, vsak bo rekel, da je to mišljeno bilo za to, če gre predsednik na operacijo srca, razumeš? Pa je pol 2 meseca, ne, v komi, ne, tam, in ne ve, kaj bo, ne vejo, kaj bo, pa mora pol oblast prenesti svojo funkcijo do koga drugega, potem postane podpredsednik, pa potem, ko on pride k sebi, postane spet on predsednik, ampak je to tudi to. Se je že kdaj zgodilo kaj podobnega v ameriški zgodovini? Ne, imeli so impeachmente, so imeli. Impeachmente so imeli, včasih je kakšen predsednik tudi po enem mesecu umrl. Ker dobro poznaš te stvari, a je bilo toliko nezadovoljstva z rezultatom volitev kot letos? Ne, jaz mislim, da je daleč najhujši, ampak res daleč najhujši. Te demonstracije, cel svet, v bistvu, cel Hollywood. Ko je Bush postal predsednik, so takrat... Kjer Bush? Mali Bush. Takrat so temnopolti protestirali, predvsem na Floridi so bile demonstracije takrat, zaradi tega, ker so bili prepričani, da so te črnske glasove izločili, kar je bilo takrat tudi res. Zato pač, ker je tam pač ta komisija, ki je vodila ta... Tudi so čudno štetje na Floridi. Ja, si bil brat njegov guverner. Veš, guverner je števce postavil. Guvernerji počnejo, kar hočejo v teh državah zvezdnih, so kralji. In imel je uno svojo tam, bi rekel, ki je bila... Če predpostavljamo, da bo ta politika šla naprej, je pa svet v zelo čudnem položaju. Ja, ampak svet je itak v čudnem položaju. Že zaradi Afrike? Ne, svet je v čudnem položaju zato, ker pač se ekonomska neenakost širi, ko bi rekel, s hitrostjo virusa. Zmeri hujše, zdaj ne vem, oni so zračunali zdaj kaj, da bi rekel, ima pol svetovnega premoženja, ja mislim, da jih je že 6 sam zdaj. Medtem, ko se pogovarjava, jih je morda že sam 5. Skratka, to, a veš, bi rekel, in je to se pozna, ne vem, kako bo to izgledalo čez 20 let, ker zdaj ti govorijo, kako bo to zdaj vse, bi rekel, veliko delovnih mest, pa ne vem, pa vse sorte bo, ne vem kaj zdaj, a veš, digitalna revolucija, ampak digitalna revolucija je pač prva tehnološka revolucija, ki ustvari, a veš, manj delovnih mest, kot jih uniči, ne. Bistveno več delovnih mest uniči, je pa res bistveno več, kot jih pa ustvari, za razliko od vse prejšnje tehnološke revolucije. Zmeri primerjajo, pa se to je tako kot una tehnološka revolucija. Ja, seveda, prejšnje tehnološke revolucije so najprej delovna mesta ubijale, ampak so jih potem zmeri vedno več ustvarile. Tle je pa ravno obratno, tle ni nobenih znakov. Vsi ne bomo biti računalniški programeri in dobavitelji opreme za računalnike. Tako zdaj lahko zajameš sapo, ker bova nekaj trenutkov prekinila in potem nadaljevala ta pogovor. Se niste mislili, da sem jaz, a? Nekaj novega. Tudi jaz sem se malo osvežila. Nekaj, kar poznaš, je zdaj drugače. Znana voda, nov okus, limona, Radenska. Ugodnost vredna objema s paketi Brezskrbni in paketom Dogaja. Pripeljite novega prijatelja in oba prihranita s polovično mesečno naročnino. Ne zamudita izjemne priložnosti za brezskrbno komunikacijo za kar 2 leti. Brez vezave. Telekom Slovenije. Mediteranci za vse letne čase. Mediteranski piščanec Natur Premium tudi na temačen dan v vaš dom prikliče morje in sonce. Perutnina Ptuj. Prvi v reji, prvi v okusu. Jaz bi še zmeraj šel nazaj k največjemu problemu sedanjosti, to je ta begunska kriza, ki nas je lani kot epidemija zajela. Nismo se znali z njo spopasti, ne mi, ne Evropa, ne Afrika, nišče.
Ampak nič hudega se nam je zgodilo, kaj se nam je pa zgodilo? Zaenkrat ne, kaj pa zdaj? Včeraj, te dni sem enkrat videl SDS-ov predsednik odbora za te varnostne službe, je rekel, 30 milijonov beguncev čaka, da gre k nam. V Slovenijo. Čez Slovenijo, po celem svetu ali po celi Evropi. Ja, glej, ko bo 30 milijonov beguncev v Sloveniji, ne, pomeni, da jih bo, ne vem kaj, v Nemčiji 200 milijonov. Mislim, to so te apokaliptični scenariji, ko bi rekel, vsi predvidevajo in izhajajo iz napačnih predpostavk. Ampak mi smo se delali norca Italijanom, ko so jim tam s čovni hodili, pa takrat, ko še tukaj nismo niti sanjali, da bo to tudi sem prišlo. Ja, vem, ampak glej, to je tako zdaj, ko bi, a veš, zdaj začel nekoga prepričevati, da je ta svet večen, ne? Da bo zmeri, da bo večen, da bo večen, ne? Da bo večen, ne? Pa, kaj ni, kaj vemo, da na koncu tega sveta ne bo več. Čao, ne bo ga, konc je. Na koncu ga ne bo več, zginemo in človeštvo bo dosti prej izumrlo, kot bo svet izumrl, ampak bo, konc bo vsega, ne? To je ravno tako, kot te prepričujejo, a me razumeš, da treba je misliti na naše otroke, vnuke, moramo za njih, lepo te prosim, a je slovenska politika slovenske politike taka, da res se obnaša tako, kot da je to ta prva misel na otroke in tako naprej, na vnuke, lepo te prosim. A veš, mislim, to so te sofizmi, a veš, bi rekel, bojo prišli begunci, ja, lej, oprosti, mislim, svet se spreminja, prišli bodo tudi begunci, ne bo jih prišlo pa 30 milijonov. Gledal si dosti filmov, Marcel. Tudi 100 tisoč jih ne bo prišlo, ali pa 10 tisoč jih ne bo prišlo v Slovenijo, ker če jih bo prišlo v Slovenijo 10 tisoč, pomeni, da bo prišlo na Hrvaško 200 tisoč. Lepo te prosim, to so, bi rekel, te apokaliptični scenariji, ki nimajo nobene zveze z realnostjo. To, da bojo pa begunci prihajali, ne, je pa logično. In to, da mi begunce vzamemo, je spet logično. Vzameš jih pa to, kot je država sposobna. Seveda je normalno, sej jih vsi... Ne, ampak kako komentiraš te, ki pišejo peticije za eno stanovanje v bloku, 5-članska družina bi prišla, pa pišejo peticije proti temu, očuvajte nas. Ljudje, ki so stanovalci v bloku, ki niso lastniki tega bloka. Ja, jaz tega čist najboljš moram reči, da ne razumem. Tega najboljš ne razumem, zato ker nobenih peticij verjetno nikoli ne pišejo proti drugim, ki tam stanujejo, ne? Ki počnejo grozne stvari, pobijajo žene, tepejo žene, ne? Posiljujejo svoje otroke, ne? In tako naprej, ne pišejo peticij, ne? Je to, bi rekel, del tega normalnega, ne? Rekel, to, da dobiš pa neke, rekel, tamle, ne vem, begunce od ne vem kot. To je grozno. To je pa najbolj grozna stvar. Tega ne razumem, ne? Ker je tako. Nič ne kaže, da bi bili ti begunci prav velik problem. Problem so ponovadi domačini, ne? Ampak, bi rekel, ko govorimo o integraciji, treba vedeti nekaj, da je breme na obeh straneh. Na teh, ki prihajajo in na teh, ki so tle. Bi rekel, in je stvar je čisto enostavna in bi rekel, če ta stran odigra svojo vlogo, je tudi druga stran. Sej, a veš, bi rekel, če pogledamo nazaj, smo pač vsi verjetno bili begunci. Se iz tedna v teden gostiš ljudi, ki na nek način vodijo to državo, njeno gospodarstvo. Ja, ampak oni gledajo ankete. A veš, in ko pogledajo ankete, ne, pa pogledaj, kaj je noro v Sloveniji. A se spomniš ti, ko se je začela ta velika kriza z begunci, rečeva temu, ne? Ampak še preden so prišli v Slovenijo, ko so prihajala ta poročila iz Italije, kako umirajo te begunci, tam, ki jih je že zdaj pa že 20 utonili, ne, na poti čez Mediteran in tako naprej, ne, in so potem delali anketo. Delo je objavilo takrat anketo o tem, ali je treba beguncem pomagati in tako naprej, vse to. 75, skoraj 80%. Vsi bi pomagali. Ja, absolutno. V hipu, ko so begunci prišli k nam, ne, ko so potrkali na vrata, se je rezultat diametralno obrnil. In 90% Slovencev nikdar videlo ni živega begunca. Je bilo. Ja, sej, a veš, bi rekel, in najbolj so rohneli pol tisti konci, ne, ki so na televiziji begunce gledali. Edine begunce, ki so bili na televiziji. Ker drugače v Radgoni so bili cel čas tam na semišču in so jih peš vozili čez celo mesto, pa ni bilo nobenih protestov. Ja ne, mislim, a veš, pa tudi je treba nekaj vedeti, ne, da med drugo svetovno vojno Judov ni hotel nihče nikamor vzeti, ne.
Pa tudi Slovenci smo šli v Srbijo kot Smo šli v Srbijo. Ne? izgnanci. Ja, seveda pa Judov ni hotel nihče vzeti takrat. Ne? Takrat so jih nikamor niso pustili. Sej, ja veš, bi rekel, Hitler bi šlo pustil ven, ne? Pa ni bilo kupca. Ni bilo kupca, ne? A veš, mislim, in tako je bilo. Spomnim se tiste ladje, ki je odplula iz Hamburga, ne? Iz Bremna pravzaprav, ne mislim, da nemške, polno Judov, ne? In je plula čez Atlantik in je plula v Ameriko in je niso na Kubi hoteli, tam je niso hoteli, v Ameriki je niso hoteli, nihče jih ni hotel, ne? In je potem prišla nazaj in je ta nemški kapitan je bil, ne? Je šel in ni šel nazaj tja v Nemčijo, ampak je pristal v Belgiji. Je pristal v Belgiji, ne? In so te begunce potem judovske so potem razselili, ne? Tik pred drugo svetovno vojno, ne? Ampak to dobesedno tik prednje je Hitler prišel, ne? In so jih v glavnem, tisti, ki so živeli po teh državah, so v glavnem končali v lagerjih in v Auschwitzu in tako naprej. No, vprašanje pravzaprav zdaj ni bilo na begunce, gre bolj za apokaliptično vprašanje. Po drugi svetovni vojni, ne, si je ta Evropa, ne, rekla nikoli več. Ne, razumeš? In ta Evropa, ne, zdaj počne natanko to, kar je počela pred drugo svetovno vojno. Ponavlja te napačne kretnje. Razumeš? Ne? Gremo v Slovenijo. Odnos do beguncev je ponavljanje odnosa do beguncev iz 30 let prejšnjega stoletja. Tudi odnosa do drugačnih, odnosa do šibkejših, to odnosa do manj izobraženih. To gre eno z drugim. To se lepijo se drugo na drugo. Zato, ker tudi ti, ki, bi rekel, to intonirajo, ne, imajo dobesedno v učbeniku. Oni, ki so pa zlorabljani za te proteste, bojo pa na koncu v tej vlogi teh beguncev. Ja, seveda. Ker konec zgodbe je zmeraj tak. Ja. Tisti, ki imajo oblast, si jo zato, da ne izkoriščajo nekoga drugega. Ja. To sem te hotel vprašati. Ljudi sprašuješ, z ljudmi se pogovarjaš o problemih slovenske družbe, slovenskega gospodarstva, slovenske kulture, slovenskega filma. Kaj poveš in dokažeš jim, da delajo narobe, ampak oni delajo naprej isto. A se dobro počutiš v tej koži? Ja, Isto sem te vprašal, kot bi vprašal sebe. Jaz se počutim v tej koži včasih malo nelagodno, ampak v glavnem se počutim čisto v redu, ker so v glavnem to stvari, o katerih je treba govoriti, se opozarjati na njih, ne, bi rekel, zato, ker če molčiš o teh stvareh, ne, bi rekel, si lahko še tako dober človek, ne, pa nisi dober ravno zato, ker molčiš o teh stvareh, ne. In pač v teh stvarih je prav govoriti. Slovenci smo radi molčeči narod, ne? Ja, smo molčeči, ja, bi rekel, radi se delamo, da smo živahni, ne, ampak smo v glavnem smo pa takrat, ko bi bilo treba opozoriti na problem, če ni glih tvoj osebni, si raje tiho, ne? Ne, ampak tle, mislim, da na koncu ni tako katastrofalno, ne, vse skupaj, ne. Kljub temu bi rekel, a veš, če ti reče 25% ljudi, ne, da pa nima nič proti beguncem, ne, je to še vedno, a veš, preštej si, koliko je to Slovencev, to je veliko Slovencev, ne. Četrtina, no? Ja, to je veliko Slovencev. Ja, recimo, ne, a veš, to je 500.000, to je 500 milijonov Slovencev, še vedno, ne, okej, ne. A se reči, to je optimističen način gledanja. Ja, to je, tako hočeš reči, ja, natanko tako, ne. Ti ne moreš več, zdaj, če ti pride, tudi če pride na oblast zdaj fašist, ne, pa dobi na volitvah 30% ali pa 40%, ne, ja, lej, še vedno je unih 60%, ki ni za tega fašista. Razumeš? No, zdaj, ko si ravno to začel, že Trump je na tej retoriki, na teh begunskih zgodbah prišel gor, zdaj se Le Penova objeta v Franciji. Ja, ali pa tudi ne. A veš, tam se je Le Pen že enkrat obetal, pa pol njen oče, ne, ona tudi obeta. Ampak desnica na nek način vendarle zmaguje v teh zgodbah. Tudi najbolj skrajni desničari, recimo v Avstriji, si videl, kako se je zgodba razpletala za predsednika države. Teh 25%, za katere si rekel, da dobro razmišljajo,
je v volilnih Ja, vem, ampak glej, zgodbah si ti premalo. rekel, ko se začnejo napačne kretnje, se te napačne kretnje kopičijo. Ne? Napačna kretnja na napačno kretnjo, norost na norost, traparija na traparijo. Ne? In na koncu, seveda jasno, pridejo ven kot zmagovalci populisti, ki razen sovraštva ne ponujajo nič. Ko imaš pa ti sovraštvo za, bi rekel, svoj politični program, ne, lepo te prosim, no, mislim, a veš, bi rekel, vendarle je ekonomija tista, ne, ki... No in kaj storiš, kako zdržiš, da oddaje ne ukinejo, cel čas te umeščajo na levico, Ja. ne, Ja. Nekje si rekel, da SDS-ovi ne smejo priti k tebi v oddajo, da je prihajal samo Pukšič. Seveda ne smejo. Samo ne Pukšič, upajo. Jerovšek je poklical, pa je rekel, da ne sme. Ja, in se zjokal, ja. Dobro. Ja. Kaj delaš, da te tudi v teh razmerih sil, ki jih nacionalna televizija ta trenutek ima, pustijo pri miru? A si ti možini Ne, sploh se ne poznava. tehtnica? Sploh se Ne, poznava. mislim v tem, Sploh se ne poznava. da se grejo v demokracijo na ta način, da imajo enega tam, Ja, enega tu. lahko da vidijo tako, ampak moj recept je čisto enostaven. Jaz v ponedeljek pridem in vodim Studio City. Koliko ljudi ti pa kaj pomaga pri tem? Ja, mislim, imamo tam Imaš ekipo, ekipo? imamo ekipo, ja. Sicer zdaj je majhna ekipa, zato ker pač ni več to gnalja, kot ga je bilo včasih, pač, ne vem, pred davnimi leti, pač, tako da ne moreš me zdaj. Jim zaupaš? Ja, seveda, absolutno. So dobri? Ja, seveda. Kateri del posla upravijo oni, ki ni tvoj? Ne, upravljajo vse, urejajo in delajo prispevke. Jaz samo vodim. Ta del, ki ga vodiš, pripravljaš sam, ali tudi oni kaj poiščejo, research? Ja, pomagajo. Pomagajo? Ja, seveda. Ja. In potem vsako jutro, v torek zjutraj se gleda rating. Ja, rejtingi se gledajo, ja, skozi. Ja. Gledal sem, ampak zdaj je, veš, kako zdaj je problem ta z rejtingi ratov, zato ker nacionalka ima še zdaj te rejtinge sam televizorjev, ne teh. Rekel, analogne rejtinge, ne, rejtinge televizorjev, ki gledajo program. Koliko procentov je zdaj klasičnih televizorjev v teh zgodbah? Veš, ne merijo, ker zdaj je pač tako, se veš, gleda se na zamik, gleda se prek tablic, prek vseh mogočih platform. Ne. Kaj zamika ne beleži? Ne, te rejtingi ne. Ker tu se že imajo vsi Ja, distributerji, ne? Ja, veš kako je, bi bilo dobro vedeti, zato da imaš občutek, koliko ljudi te gleda, kdo te gleda, kdaj te gleda. To je pomemben podatek. To je pomemben podatek. Da vidiš, ga lomaš ali ne, a so ljudje s tabo ali niso. Ne. A razumeš, a so tam, a jih ni. Ne. Koliko imaš pa za svoj osebni standard, recimo, da ti pove, ti poslušaj, tukaj si ga pa sral. Pa ti recimo to sprejmeš. Ja, jaz se sekiram od vsake stvari. Imaš ljudi, jaz se žrem. Imaš ljudi, ki jih poslušaš. Ne, tako, ko greš v kino, ne, greš film gledati. Ne. Rekel, tam, ki je treba jokati, moraš jokati. Tam, ki se je treba smejati, se smejati. Tam, ki se je treba tresti, se tresti. Tam, ki moraš trepetati. Tam, ko moraš biti apatičen, ne, indolenten, moraš biti indolenten. Skratka, ti moraš svojo vlogo odigrati. Ne. In tudi, bi rekel, ko te kdo kritizira, ne, mislim, vse mene je pač tako, pač jaz to resno jemljem. Mislim, se žrem, trpim, rekel in tako naprej. Zato, to je del tega. Mislim, če ostaneš flegmatičen, ne greš nikamor naprej. A si se sposoben spreminjati? To zdaj v bistvu zaradi sebe. Veš, kako sem se jaz spremenil. Zdaj mislim, ker zdaj si že vendarle v zrelih moških letih. Ja, ne, pa se v tem je trik, če se ti ne samo izumljaš, ne, če se ne samo transformiraš skozi, zgubiš stik. Zato, ker se danes svet vrti pa še toliko hitreje, kot se je vrtel čas. Ne. Mislim, Med naslovi, ki si jih letos izdal, je knjiga o Dylanu. Ja, to je Dylan. Prvič, zakaj si se čutil poklicanega, da o tej Nobelovi nagradi in o njem kaj napišeš? Zato, ker sem velik oboževalec Boba Dylana. Ker se mi zdi velik literat, ker se mi zdi velik muzikant, ker se mi zdi A si ga kdaj spoznal, videl? Ja, sem ga, ja. En izmed izumiteljev sodobne popkulture je Dylan. Tako, kot je pel on, pred njim ni pel nihče, to, o čemer je on pel, pred njim ni pel, o tem ni pel nihče, način, kako je pel o tem, o čemer je pel, ni pel nihče.
besedila, kakršne imel on, ne, jih ni prej nihče imel, bi rekel, prej so bila besedila, se veš, bi rekel, pop je pop, pa veš, bi rekel, to je nekaj lahkega, mora biti lahkotna besedila, jaz ljubim njo, ona ljubi mene, zdaj se ne ljubiva več in sva oba žalostna in je konec. Skratka, Zato to ni slabo. To je tudi dobro, ja. Ne, se tega Slovenci ne znajo čisto najboljš, moram reči, ne. Ampak to je to, ne, mislim, on je pač bil tak velikan, se mi zdi, popkulturni. On je zdaj odklonil, da pride na podelitev ali zavrnil nagrado? Ne, gled, pri Dylanu je čist drug problem po mojem bil. Dylan je človek ceste, človek potovanja. On je pač ta prav tisti, ne vem, kavboj, če ne ti tako rečem. Ne. Človek poti, on je skozi na poti, on je skozi na turneji. On je zdaj, ne vem, recimo 15 let, 20 let je skozi na turneji. On je star 75 let, ne, in je skozi na turneji. On je skozi na turneji in to z avtobusom. Ne? Na avtobusu. Je zanimivo po Ameriki. On gre od ene vukojebine do druge vukojebine. On je skozi na premenjenju. Pri teh ljudeh je zanimivo, da se ne uničijo, ne? Oni se ne obrabijo zgleda. Oni do smrti so aktivni. Ja, on je ravno obratno od tega, kar ne vem, če se spomniš tega velikega valčka, tistega o bendu, The Band, zadnjem koncertu njihovem, ki ga je Scorsese posnel, ker tudi Dylan noter nastopa na tem postovilnem koncertu, kjer Robbie Robertson, ta, bi rekel, kitarist tega benda The Band, razlaga, zakaj končujejo kariero oni, zakaj bodo razpadli. Zato, ker te turneje so ubijalske, oni so bili takrat stari, ne vem, 35, razumeš? Ja, se zdeli sami sebi stari, ne? Ja, da so turneje ubijalske, da na teh turnejah umreš, zgodi se vse sorte, ne moreš, ne zdržiš, crkneš, propadeš, številni so umrli, pa začneš števati Janis Joplin, Buddy Holly in tako naprej, ne, skratka, te turneje so smrtno nevarne. In glej ga Dylana, mislim, 40 let starejšega, kot so bili oni takrat, ko so razpadli, skozi na turneji, ne. In on je, a veš, on je bil skozi, če ti bereš njegove... Pri teh sredstvih komunikacij si vzeti 2-3 dni, da skočiš do Stockholma, pobereš to, ali do Osla, pobereš to, pa greš. Ja ne, zakaj bi pa bi? Njemu ne gre v koncept. Zakaj pa ne? Seveda ne. Mislim, ker je potovanje pomembnejše od, bi rekel, tam prejemanja nekih nagrad. Predvsem pa on je dobil nagrad toliko, da... Veš, on nikoli ni zdaj bil tam človek, ki bi hodil... Ampak Nobelova nagrada... Z užitkom dajal intervjuje, se pojavljal v javnosti, hodil na sprejeme, vse to je on ignoriral. Zdaj govoriš o Dylanu ali govoriš o sebi? Obema. Ker to... Obeh. Tvoja lastnost, da pravzaprav preziraš sprejeme, slow food. Nijem časa, sem na turneji. Kaj, na dopuste greste kaj z Denko pa z puncama? Včasih pa že. Ja? Kam pa? V neznano. Kaj je to morje? V neznano. Lej, v avto se usedemo in so vsi živčni, ki ne vejo, kam bomo šli in gremo in takrat smo najbolj srečni. In ti potem koliko dni zdržiš, da ne tipkaš? Z obema prstoma. Veš kaj, da jaz skozi tipkam, imam skozi ta strah, da veš, če bo, ne vem, po enem tednu, če bom sploh nazaj prišel, če bom, veš, bi rekel, sploh še lahko funkcioniral. Imam ta strah, pa imam. To pa moram reči, da ko se oddaljim za en teden, recimo, od svojega ateljeja, imam kar probleme te, bi rekel, psihološke. Zdaj pa greva k osnovni funkciji Marcela Štefančiča, filmski kritik. Seveda me zanima zdaj slovenski film in tvoj pogled na to, kar se je. Prej si že našteval, kdo vse ni iz Ljubljane, ampak pojdimo. Prvi filmi, ki smo jih posneli, so bili planinski. Ja, prvi filmi, to je tako. Igrani filmi. Slovenci smo se odločili... Najprej je bil tu moj Prlek, ne? Kralj Samo, najprej se je Kralj Samo, davno nazaj, pa ne vem kdo je bil naš prvi, naš duhovni oče, ta prvi Kralj Samo, ne vem, se je odločil, da v Sloveniji ne bo filmov, ne? Skratka, Slovenci filmov ne bomo delali, ne? In to je tudi pol tako nekako valjalo. Slovenci niso kazali nobenega blaznega interesa, nobene afinitete do tega, da bi filme snemali, ne? Gledali so jih še radi, ne? Ampak snemali jih pa niso, ne? Tle gor, ne? To, da je Karol Grossman, lendovski doktor, Ljutomerski, pardon, zdaj imam sosede tam na Vrhniki, Lendovčani pa skozi pol, bi rekel. Ljutomerski, snemal, ko so od Maše šli ljudje, nekaj takega. Od Maše pa, od Sejma pa svojih hčerki na vrtu. 3 take filmčke je posnel, to je 1 minuta, še manj. 3, ampak, lej, hecen je to,
da smo v Sloveniji kdaj te filme posneli, to so bili prvi v Sloveniji posneti filmi, ne, nihče ni vedel. In tega verjetno, morda, sploh nikoli ne bi zvedeli, če ne bi slučajno leta 48, ne, leta 48, to je ravno leto ironično, ko smo dobili prvi zvočni film, ne, na svoji zemlji, France Brenk, ne, tedanji filmski publicist in filmski delavec, ne, nujno potreboval odvetnika, ne, ker je, ne, partija ga je poslala pred sodišče, ne, zaradi ne vem česa vse, in je rabil odvetnika, ne, in je šel k odvetniku Grossmanu v Ljubljani, ne Karolu Grossmanu, ampak njegovemu sinu. Ni vedel, da je on sin od Grossmana, pa kdo je sploh Grossman bil, ampak šel je, ker rabil odvetnika. In je on odvetnik gledal tam in je rekel, vi se pa s filmom ukvarjate. Je rekel, ja, Brenk, se ukvarjam. Pa je pa rekel, veste, moj oče se je tudi ukvarjal s filmom. Kaj, res, kaj pa počel? Veste, pa filme snemal. Ja, dajte no, kdaj pa? Ja, veste, tam enega leta 5, 6 je posnel in je Brenk debelo gledal in potem je res prinesel 2 filma, mu je predal Grossman, ne? In tako smo mi nenadoma ugotovili, da smo prve filme posneli že leta 2005, 1905, 1906. Ne? Ampak vmes, ne, praktično nismo skoraj nič posneli. Ne? In potem prva celovečerca, ko smo jo dobili, tako imenovana celovečerca, ne, Triglavske strmine in še prej v Klavestu Zlatoroga, ne, to sta bila alpinistična filma, pravzaprav promocijska filma za, ne vem, pohod v gore. Ja, zato, ja. Taka zelo preprosta, enostavna, iz srca, ne. Zelo podobna, drugi je zgled tako, kot bi bil remake ta prvega, ne. Ampak tudi teh dveh, ne bi dobili, če ne bi šlo ravno za alpiniste, za hribolasce, za norce. Ne. In je ravno tako, po drugi svetovni vojni, ne, verjetno ne bi dobili filma, če ga ne bi posneli partizani, ta drugi norci. Ne. Oni so direkt s hoste prišli, ne, in posneli film. Ne. Tako na svoji zemlji so ga, veš, bi rekel, tamle posneli na avtentični lokaciji, je bilo ta pravi partizani, ne. S hoste prišli norci. In tako smo dobili mi prvi zvočni film. Ne. Tudi pol se nam ni nekako prav mudili, ne vem, koliko filme delati. Mi smo imeli, veš, bi rekel, taka unikatna zgodovina slovenskega filma. Ne. Mi smo imeli vmes leta, ker sploh ni nobenega slovenskega filma bilo, ne, pa ga tudi meni pogrešal ni. Ne. A veš, tako pač, posnameš enega, dva tok, da vidiš, da znaš, ne, to je tako, kot Sveti Avguštin, ki je rekel za seks, ne, pa to enkrat, dvakrat v življenju narediš, da vidiš, da znaš, pa ne rabiš več. Ne. Tako smo imeli mi odnos do slovenskega filma. Ne. Zdaj, če zdaj so se časi spremenili, jasno. Ne, če vzamemo celo zgodovino filma, pa pravzaprav imamo vse, prej smo tako Twingo, imamo vse, kar imajo veliki. Vse vrste filmov smo posneli. Ja, sej k temu se je stremel. Ja, ampak zdaj, če dodamo zdaj, ne, to, bi rekel, to zadnje obdobje, tudi po Ne, ampak že zelo zgodaj je, recimo, Hladnik se šel tisto Maškarado. Ja, lej, Maškarada je pa svetovni film. Unikaten, ne? Maškarada je pa film, ki, moram reči, da je še danes zgleda tako, kot je bil ilegalen. Še danes je ilegalen. Hardcore skoraj. Ne, ja, hardcore je. Je. Ne, hardcore je. Noter je, če smo že pri hardcore, noter je erekcija in penetracija v filmu, ne. Samo, bi rekel, je... Z dvojnikom. Z dvojnikom, to je igral ga Miha Baloh, ne, sam je Miha Baloh, jasno, ni tega niti v sanjah hotel narediti, ampak so dobili dvojnika in je, to je prizor, ki se ga, kot je rekel meni Hladnik, ne, toliko sem dal noter, da se začuti, da zaslučiš, da je nekaj bilo. Res, ko ga gledaš, se ne vidi, ne, se ne vidi, ampak danes, ko imaš DVD in daš, ne, v mašinco tist, in ko prije od tistega in daš na slow motion, se pa to izredno lepo vidi. Ne. In leta 71, ne, ko so ta film posneli, je bilo to unikatno. Ne. Leta 71, ne, hardcore prizor v mainstream filmu. Ne. Marcel, v čem je problem, da pravzaprav nekega pravega... Noter so prizori, ki so z današnjega, ne, vidika dost hujši kot pa hardcore, ne moraš vedeti. Ne. Noter so Danes je vprašanje, če bi otroci, ga posnel, ga ne bi dovolili predvajati. Lej, predvajali bi ga, ker živimo zdaj v svobodi. Ne. Predvajali bi ga, ampak ob hudem zgražanju, pa vprašanje, če bi ga kdo sploh šel snemati. Ne. Mislim, hočem ti reči, Maškarada zdaj po... A tam so otroci zraven... Pedofilija vrste. Ja, je tudi otroki, no, seveda. Saj so takrat govorili, da si ga mogel tam malo 26krat med filmom in tako naprej. Skratka,
ogromno teorij zarote so takrat lansirali, prednji je film prišel ven. Ne. Skušali so vse narediti, da bi ga ustavili, tako naprej, ne, kompromitirali na način hujši način, da ga... In kaj delajo slovenski filmski ustvarjalci narobe, da ne naredijo filma kot recimo Čehi, Rusi in tako naprej, ki bi nek svetovni prodor doživel? Jaz ne vem, po mojem, da premalo gledajo filme. Ustvarjalci? Ja, ja. A veš, rekel, jaz poznam več kot enega slovenskega režiserja, ki mi je rekel, v trenutku, ko je začel filme delati, on ne more več filmov gledati. A veš, mislim, to je največja napaka. Ne? Tam sem prebral, da si imel ponudbo, da bi delal scenarij, ampak si postavil ceno in je šla zgodba mimo. Kaj so hoteli imeti zastojen scenarij? Ne, ja pa ne, oni so, vse pa te, 2-3 dni pa ga napišeš. Mislim, to ne gre tako, ne. Se to ne gre tako, mislim, sej problem je v tem, da, veš, bi rekel, veliko teh scenarijev slovenskih je nastalo tako, da pač je šel nekdo na morje za en teden pa je napisal scenarij, ne. Razumeš? In potem se je šel scenarij posnet, bolj ali manj tak, kot je bil, in potem je tudi film bil tak, kot je. Ampak v Sloveniji je tudi tako, bi rekel, dostikrat bilo, da, a veš, v trenutku, ko je režiser dobil denar, ne, je že naredil vse. Ne. Z Naberšnikom še sodeluješ? Film je potem treba sam še formalno, sam še posnet, ampak bistveno, da je denar dobil. Marcel, z Naberšnikom še sodeluješ? Kaj? Z Markom Naberšnikom. Ja, še snima. Režira Studio City, ja. Ja, ker pri njem imam občutek, da je šel na bolj varno varianto, vzel je dober tekst, skupaj s Ferjem šel delati. Ne, tudi Marko je šel pogledati filme. Marko je šel recimo Petrini zajtrk, tam je šel on gledati filme. Ne? Filme, ki jih moraš videti, če hočeš posneti. A si ti čutil, da bo ta film takšna uspešnica? Ja, jaz sem napisal takrat, če prednji je film prišel v kinematografe. Da bo to orjaški hit. To pa sem. On je gledal, on šel pogledati filme, ne? Ker tudi, veš, ti moraš vedeti, Spielberg, ko gre Spielberg snemati, recimo, ko gre Spielberg, ki je šel Spielberg snemati Reševanje vojaka Ryana, vojaški, vojni, druga svetovna film. En najboljših filmov v zgodovini. Ja, on je šel, pač on gre, tam je neka taka videoteka, še takrat bila orjaška, se je še zdaj pač to, se vse spremenili, ker pač ni več VHS-a in tako naprej, videoteke ne živijo več kot so čas. Ampak tam v Los Angelesu je taka orjaški hangar, kjer imajo noter vse so imeli. In on je šel tja in je rekel, dajte mi vse te vojne filme in so mu dali vse tisto, kar je bilo, razumeš, in on je to vse pregledal in tako naprej. In če gledaš potem film, ne, vse te filme vidiš noter, ampak je to sublimiran, tako kot je to sublimiran pri Tarantinu, ne. Tarantinovi filmi so sestavljeni iz tavžnih filmov, ne? Ampak je to... Eden njegov na koncu. Ja, njegov. Pogreva pa še za konec še samo eno vprašanje. A je možno, da tako kiksnajo, kot so na letošnjih Oskarjih, ali so to namenoma naredili? Kaj se je pa pri volitvah zgodilo? Kiksnili so. Ja, pa gledaj, zdaj pri Oskarjih, ne, je dobil Trump potrdilo, ne, da so Hollywood liberalci, da so fake news, ne, da so lažne novice. Ne. Veš, bi rekel, temaš, bi rekel, Hollywood je dobil svojega avtentičnega, originalnega trola, ne, Warrena Beattyja. Zdaj, jasno, tle so še ta prav čas ugotovili, ne, da so naredili napako, da je napačna kuverta, da so naredili napako, so najprej Deželo razglasili, pa so pol ugotovili, da je mesečina. Ampak nekaj drugega pomisliš ob tem, kolikrat se mi je to že prej zgodilo, pa... Niso povedali. Ker je bilo sram. Ja, ne, se je govorili, ne, takrat, da ko je dobila Marisa Tomei Oskarja, ne, so govorili, da se je pač zmotil, da je bila napačna kuverta in pač, da so preprosto pustili potem, ne. Ker konc koncev, kot ti bom rekel, ne, a ni vse en, kater zmaga. Za vsakega rečeš, ja, vse si zaslužil, čist prav je, a veš, pol na konc, ne. Ja. A veš, mislim, katerikoli film v teh 9, ki so bili nominirani za najboljšega... Nimaš nič proti, da zmaga. Ja, lej, mislim, veš, če bi zmagal, ne vem, razumeš, ta prihod, science fiction, ne, bi rekel, ja, presenečenje je, ampak je pa dober, lej, mislim. Koliko filmov gledaš na teden? Odvisno od tega, kaj pišem, tako naprej, včasih jih pogledam zelo veliko, včasih manj, ampak v glavnem skozi gledam, ja, to pa imam skozi. In tudi skozi snemam, moram reči. Kaj snemaš? Ja, filme. A to, kar je gor, si posnemavaš? Na satelitih. Ja. Teh finskih kanalov, ne. Skozi snemam, tako da imam skozi, bi rekel, skozi mi mašine delajo še zdaj. A nisi tista sorta, ki si jo opisoval, da ima toliko posnetih filmov, da jih potem več sploh ne gleda? Ne hodi ne v kino, ne gleda. Ne, pri meni je tako, jaz nikoli ne vem, kdaj bom tudi rabil, ne.
Ampak v principu je bilo to, ne, tako se je začela ta katastrofa velika, ne, da so ljudje, veš, ki se je začela piratizacija pa tako naprej, ne, so si ljudje dol, vlekli filme, ne, vlekli, in potem so se kupičili na tiste, kako se reče, tiste špine, ali kako se reče, tiste gor so se kupičili, ne, in potem so nehali hoditi v videoteko, ne, kam šel v videoteko, če vam koliko pa še teh, ki jih nisem pogledal, ki sem jih dol snel, ne. Potem so nehali v kino hoditi, potem tudi teh niso pogledali, zato ker, veš, breg in tako naprej. Skratka, slepa ulica je to, no, bila. In kaj boš počel, ko bodo nehali filme proizvajati? Ne bojo nehali. Ko bodo imeli samo te neumne serije? Ne bojo imeli samo neumne serije. Ne bojo? Ne. To bo. Jaz ti tako rekel, da mislim, da so filmi zdaj najboljši v zgodovini sveta. Da nikoli niso bili še tako dobri. Tudi filmski režiserji niso bili še nikoli tako informirani, kot so danes. Ampak gledajo filme. Nikoli niso bili tako taki cinefili, kot so zdaj. Nikoli niso imeli možnosti videti toliko filmov, kot jih danes. Skratka, nikoli niso imeli možnosti biti tako filmsko izobraženi, kot so danes. Bo nastalo kdaj delo literarno, jaz, Marcel Štefančič, mlajši. Autobiografija v tistem pravem. Pa sej so številne izmed teh knjig, ki sem jih izdal, so moje biografije. Sej so, veš, bi rekel, tudi moje recenzije filmske so včasih zelo autobiografske. No, tako da, mislim, je tle, predvsem pa, veš, bi rekel tako, vse te knjige, ki pač jih objaviš, vse so to v nekem smislu tvoji dnevniki. A veš, sej na osnovi teh knjig razmerah pogledati, kaj si takrat počel, kaj si takrat mislil. A veš, danes ne vem, če se ljudje prav, če ne pišejo knjig in tako naprej, če se ravno spomnijo, kaj so, recimo, ne vem, 17. junija 1994 mislili, kaj so tisti dan čutili, kaj se je z njimi dogajalo. Tudi malo zavidam, pravzaprav. Ta del ti zavidam, ker sem se sam sebe ujel, ko sem hotel nekatere stvari vred spraviti, da sem jih pozabil. Ja, pozabljamo. Marcel, zato si moramo zapisovati. Midva bova ta pogovor. Knjige morate imeti svoje in jih morate počrtvati s kemičnim svinčnikom, to je osnova. Midva bova ta pogovor tukaj pred kamerami nehala, nadaljevala bova pa zunaj. Hvala lepa. Ok, hvala tebi.